Razstava z naslovom Samotni brin sredi morja rase, primorski umetniki iz zasebnih zbirk je v gledi Prešernovih nagrajencev posebna razstava, lahko rečem. Če smo do sedaj predstavljali predvsem posamezne avtorje in dela iz njihovih ateljejev ali pa dela iz nacionalnih zbirk in galerij, je to prva razstava, kjer se predstavlja zasebno podjetje. Novogoriško podjetje KB 1909 namreč v svojih prostorih in arhivih hrani obsežno likovno zbirko preko 400 del in odločili smo se, da v naših prostorih predstavimo tista najbolj žlahtna dela, ki so bila nagrajena s strani države, to se pravi Prešernovi nagrajenci. 9 Prešernovih nagrajencev se v 3 nadstropjih Pavšlarjeve hiše predstavlja od februarja pa do aprila 2018. Posebno pozornost smo namenili delom Avgusta Černigoja preko 24 del, delom Lojzeta Spacala in pa 2 živeča umetnika sta se predstavila v vrhnjem nadstropju, to je Franko Vekjet in Klavdij Palčič. Ta zbirka je nastajala eno zelo dolgo obdobje. Je v lasti delniške družbe KB 1909, ki je sicer naslednica Goriške kmečke banke. Zaradi tega tudi ta naziv KB 1909, kmečka banka, ki je bila ustanovljena leta 1909. En del te zbirke prihaja iz same kmečke banke. Banka kot taka je v letih po drugi svetovni vojni od predvsem goriških umetnikov kupovala slike in jih imela v svoji zbirki. Tako da to je en relativno manjši del. Poleg tega smo potem od leta nekje 97 naprej začeli slike kupovati na tem našem področju. Prihajajo pa v glavnem iz različnih podjetij, ki so delovale v Gorici in v Trstu in ta podjetja so kupovala te slike od samih umetnikov. V bistvu to je bil nekje način, da se je v slovenski skupnosti v Italiji pomagalo umetnikom v celotnem povojnem obdobju. Tu moramo razmišljati o tem, da govorimo o skupnosti, ki je živela čez rob slovenskega državnega ozemlja na eni strani, na italijanskem področju in umetniki so ustvarjali, slovenski umetniki so ustvarjali v tej naši skupnosti in podjetja so od njih kupovali slike. Tako da velika večina teh slik prihaja prav iz teh podjetij, ki so delovali v Gorici in v Trstu. S krizo v letih 90 so ta podjetja v bistvu začela te slike, so jih tudi prodali, mi smo se pa nekje potrudili, da smo skušali odkupiti čim več teh slik, da se ne bi razpršile na tržišču in s tem je potem nastalo tudi jedro v bistvu te zbirke. Zbirka danes obsega nekaj več kot okoli 400 slik. Teh 400 slik je del v naši lasti, del pa prihaja iz nekdanje Tržaške kreditne banke in je v lasti danes banke Monte dei Paschi di Siena. Tržaška kreditna banka je v bistvu zaprla, je šla v likvidacijo. Dejavnost je prevzela Monte dei Paschi di Siena in je prevzela tudi arhiv slik, ki jih je imela sama Tržaška kreditna banka. Z družbo Monte dei Paschi di Siena smo se pa dogovorili, da imamo mi te slike v hrambi, da jih tudi imamo na razpolago za razstave, da jih posojamo za razstave, tako da te slike potem še živijo in v bistvu so na razpolago tudi javnosti. To smo se dogovorili tudi z banko prav zaradi tega, da ne bi te slike šle v bistvu v arhiv Monte dei Paschi di Siena, ki ima eno ogromno kolekcijo. Za njih so pa naši goriški tržaški umetniki seveda obrobnega značaja in nimajo nobenega pomena v njihovi ogromni zbirki. Govorimo o Špacalih, govorimo o Černigoju, govorimo o Gromu, govorimo o Mušiču, govorimo o vseh teh
naših za nas zelo pomembnih umetnikih, ki seveda na italijanskem tržišču so relativno malo poznani, razen verjetno Mušiča ali lahko še Spazzala. Tako da ta zametek v bistvu zbirke je nastajal precej let, recimo da celotna zbirka nastaja urejeno zadnjih 20 let. Za njo je skrbel in skrbi še vedno profesor Joško Vetrih, ki je bil nekje kurator te zbirke, da smo sploh začeli se z njo resno in skoraj poklicno, bi rekel, ukvarjati. Joško Vetrih je tudi tisti, ki je potem tudi sledil vsem razstavam, ki so bile v zadnjih 10 letih narejene in je tudi v bistvu skrbel, da se je uredil en katalog, da se je uredil tudi katalog, ki je bil v bistvu katalog razstave, ki smo naredili pred nekaj leti v Trstu in v Cankarjevem domu. In je tisti katalog v bistvu zbirka, skoraj bi rekel zbirka slovenskih umetnikov v Italiji in je eden od redkih dokumentov tudi, ki obsega večino naših umetnikov te slovenske skupnosti v Italiji. Ima celotni opus njihov, skoraj zabeležen celotni opus, njihovi življenjepisi in je v bistvu vitrina slovenskega umetniškega ustvarjanja v prejšnjem stoletju v zamejskem prostoru, kar je zelo pomembno, ker drugih podobnih, recimo arhivskih dokumentov v našem prostoru nimamo. Tako da katalog skupaj z zbirko predstavljajo en fond, predstavljajo v bistvu eno vitrino tega našega ustvarjanja v prejšnjem stoletju. Glede na to, da je naša družba tudi nastala pred stoletji, jaz skoraj bi rekel, da so vse te slike so kot eni majhni fotogrami v bistvu filma, ki se je odvijal v celotnem prejšnjem stoletju. Ker prve slike so nastajale v času okrog Prve svetovne vojne in potem v času fašizma, v času Druge svetovne vojne, velika večina po Drugi svetovni vojni, v obdobju, ko so ti umetniki tudi imeli največjo ustvarjalno žilico, govorimo o 50-60 letih. Poleg tega smo v tem osnovni zbirke se dodaja stalno tudi novi nakupi, predvsem teh mlajših umetnikov, Vekjeta, Palčiča in drugih, ki jih recimo dopolnjujemo predvsem ob razstavah, ki jih občasno prirejamo, ki jih sofinansiramo ali prirejamo v Goriškem kulturnem domu, recimo v Trstu, kjer umetniku ponudimo možnost, da razstavlja, naredimo katalog in istočasno tudi odkupimo nekaj slik. Tako da se v bistvu ta fond tudi stalno dopolnjuje že nekaj let in s tem ima v bistvu eno tako, skoraj bi rekel, naravno rast. Spazzal je prav gotovo eden od umetnikov, od katerega imamo relativno precej slik. Je zelo pomembna zbirka, ki jo imamo vezana na Spazzala. Predvsem je, po mojem, pomembna ta slika žene Milojke, izhaja iz družinske zbirke in smo bili zelo zadovoljni, ko smo dobili možnost, da nam so jo iz družine dali, ker nam je recimo v zbirki Spazzala olja iz letih 40 in letih 50, v tistih letih, ko je ustvarjal olja, ki so precej podobna tudi recimo De Chirico in drugim, so za nas zelo dragocena, ker jih je relativno malo na tržišču, jih je relativno malo na razpolago, tako da nam je ta slika konkretno žene Milojke tudi zelo pri srcu. Slik Avgusta Miloja imamo verjetno največ v naši zbirki, oziroma imamo, mislim, okoli 50 do 60 slik in zaobjemajo celotno njegovo ustvarjalno obdobje. Zanimivo je, da je Avgust Černigoj skupaj z drugimi bil nekje mentor tudi mlajše generacije, recimo Palčič in Vekjet so se učili pri Avgustu Černigoju, tako da je ta zbirka, recimo ta izbor Černigojevih slik, recimo za nas tako osnova, skoraj bi rekel, te naše zbirke. In moram reči, da večina od teh slik prihaja prav iz podjetij na Tržaškem, ki so od umetnika kupovali te slike. V bistvu so Černigoju predvsem v letih 50-60 temu Avgustu pomagali, da je sploh živel, normalno živel. On je bil v bistvu profesor
gimnaziji, poleg tega je ustvarjal in slike je nosil podjetjem, ki so jih potem odkupovali. Avgust Černigoj skupaj z Špacalom, z Gromom in drugimi je tudi recimo razstavljal konec letih 40, letih 50 v znani galeriji Škorpion v Trstu. In Grom, ki je prišel pred leti, par let pred smrtjo, je prišel na obisk k nam je prinesel katalog, oziroma ne katalog, ampak matrico, kje so bile slike in katera slika je bila postavljena na tisti famozni razstavi konec letih 40. In iz tiste razstave imamo mi skoraj 1/3 slik, ki so bili tam razstavljeni. Imamo slike od Groma, imamo slike od Černigoja, imamo nekatere slike od Špacala. In Grom, ki je prišel takrat iz Amerike, nam je prinesel v bistvu to matrico, kako so oni postavili te slike. In je se spominjal v bistvu, ko so takrat v Trstu, govorimo o Trstu, ki je bil še tržaško svobodno zemlje, in Slovenci so komaj začeli v bistvu razvijati svoje kulturno življenje, je bila ta galerija Škorpion v bistvu jedro, začetek nekje ponovnega organiziranega razstavljanja slovenskih umetnikov. Famozna razstava v letih 40, kot pravim, od takrat je pravil Grom, mi smo bili škorpioni. In zanimivo je tudi, da je Černigoj, mislim, da je njegovo prvo razstavo, samostojno razstavo naredil prav v tej galeriji v Trstu. To pa poudarjam zato, ker je ta galerija oziroma simbolična razstava, ki je bila narejena takrat v letih 40, je začetek preporoda organiziranega likovnega ustvarjanja, povezanega likovnega ustvarjanja tržaških umetnikov po drugi svetovni vojni. In Černigoj je bil prav gotovo eden od protagonistov tega dogajanja, ker je bil zelo povezan z Evropo takrat, ustvarjal je in bil nekaj časa v Bauhausu in v bistvu potem prinesel tudi ta, imenujemo ga, evropski duh na Tržaško in ga tudi širil ostalim prijateljem, ki so takrat ustvarjali v letih 50 na Tržaškem. V naši zbirki poleg umetnikov, ki so del slovenske skupnosti v Italiji, imamo tudi precej slik Toneta Kralja, ki sicer ni pripadal ali ne pripada slovenski skupnosti v Italiji, je pa v našem področju precej ustvarjal, predvsem je ustvarjal v Gorici in je ustvarjal te njegove znane likoste poslikave cerkva na Krasu, v Soški dolini in v Brdih. Tako da nam je, recimo, Kralj tudi ga imamo kot del naših umetnikov. Zelo nam je pri srcu slika, ki jo imamo o Gorici, od Toneta Kralja, ki jo je naredil v letih 30. Slikal jo je sicer za Engelberta Besednjaka, enega od zadnjih poslancev, ki so imeli Slovenci v rimskem parlamentu. Po nastopu fašizma v bistvu je bil, oziroma ko so bile zadnje svobodne volitve v Italiji, je bil Engelbert Besednjak izvoljen za poslanca v rimskem parlamentu in je potem v letih 29, v letih 30 je šel v izgnanstvo, v bistvu je šel ven iz Italije z nastopom fašizma in je takrat naročil kralju, naj mu poslika Gorico, v kateri je Besednjak živel in je deloval. Tako da ta slika nam prikazuje pogled na Gorico v letih 30. Zanimivo je, da so na tej sliki nekatere stvari, ki so potem recimo v času zginile. Je spomenik na griču svetega Marka, ki je bil potem v letu 45-46 razstreljen. Pogled je na mesto, ki je bilo recimo kot je bilo v letu 30 iz hriba Kalvarije, ki je na vrh Podgore, slovenskega predela Podgore. Poleg te slike, ki nam je zelo tako pomembna, imam od kralja tudi še nekatere njegove priprave za poslikave cerkva, ki jih je potem opravljal predvsem v letih 30, v našem področju in delno potem še po drugi svetovni vojni. Tako da je kralj tudi zelo pomemben v tej naši zbirki. Med Prešernovimi nagrajenci imamo v zbirki Klavdija Palčiča iz Trsta in Frankota Vekjeta tudi iz Trsta, ki sta seveda še živeča umetnika. V naši zbirki imamo precej njunih slik.
Za Palčiča je v našo zbirko prinesena serija slik, ker smo mu priredili v Goriškem kulturnem domu pred 12 leti, smo mu priredili razstavo in od te razstave, za katero smo pripravili tudi katalog, je bila precej obsežna razstava, smo potem odkupili eno serijo slik. Kasneje smo odkupili tudi, po mojem, eno zelo pomembno sliko, in sicer Lepo Vido Klavdija Palčiča. Ta slika ima eno svojo posebno zgodovino. Nastala je za nov sedež Tržaške kreditne banke na samem v centru mesta Tržaškega. Tržaška kreditna banka je odkupila nepremičnino, ki je bila zgrajena, da bi postavila v senco Tržaški narodni dom. In to je na trgu Oberdan v Trstu. V bistvu v tej nepremičnini, ki jo kupila Tržaška banka nekaj let predno šla v stečaj, je za to nepremičnino je Klavdij Palčič naredil to sliko, Lepa Vida. Lepa Vida v bistvu, ki simbolizira povezavo Prešerna z morjem, s Trstom, ima v bistvu to ogromno simboliko, Lepa Vida na morju, v bistvu v Trstu. In ta slika je bila potem precej časa zaprta v bistvu v prostorih te nepremičnine, več kot 13-14 let, in mi smo si precej časa prizadevali, da bi jo odkupili od stečajnega postopka, da bi potem ostala v tej naši zbirki. In smo tako zelo zadovoljni, da je bila tudi postavljena kot glavna slika, kot platnica kataloga za to razstavo Prešernovih nagrajencev v Kranju. Tako da sta ta dva slikarja, nekje sta vmesna slikarja med temi našimi starejšimi slikarji, ki so v glavnem umrli slikarji, ona dva sta še živeča, in povezujeta v bistvu s tistimi slikarji, ki sedaj ustvarjajo, od katerih tudi občasno kupujemo slike, predvsem mladih. Občasno smo delali tudi razstave, predvsem namenjeni novim umetnikom, mlajšim umetnikom, od katerih smo tudi odkupovali potem slike. Tako da en del naše zbirke se tudi nanaša na mlade ustvarjalce, ki so še živeči, od Faganela in drugih, ki so še živeči, ki še delajo, ki ustvarjajo in s katerimi recimo dopolnjujemo in nadaljujemo ta razvoj v bistvu te zbirke, ta fond, ki upamo, da se bo še razvijal v naslednjih letih skupaj s temi mladimi novimi umetniki. Ob razstavi sta se nam pridružila tudi dva tržaška pesnika, Miroslav Košuta in Marko Kravos. S svojima recitaloma sta na dan otvoritve popestrila dogodek, predvsem pa s predstavitvijo pesniške zbirke Samotni brinc sredi morja rase nekako zaokrožila in dopolnila dogodek tega goriškega podjetja v naši galeriji. Ta razstava v Kranju je pokazala, da nimajo samo nacionalne galerije, da nimajo samo muzeji in galerije v Sloveniji velika in pomembna dela, ampak da jih najdemo lahko tudi v zasebnih zbirkah in da so to del kulturne dediščine, ki je še kako pomembna za identiteto našega naroda in države.